Spike, kaj pa je? Samo hotel sem videti, če si pripravljena. Ja, še vedno ne morem verjeti, da bomo prejeli odlikovanja časti. Se šališ? Pa saj si jih zaslužite. Konec koncev ste konjetajo rešili pred... kraljico Krisalis. Ti Trixie, Torax in Discord. Ali si pozabil, da sem bila tam? Ja, saj res. Torej, kaj boš oblekla? Ne vem, zakaj? Ali bi se morala urediti? Ne, no, lahko pa bi se. Kot reče Rarity. Nikoli ni preveč, ljubica. Na zabavi moraš biti vedno najlepša. Kaj pa je? Ne oziraj se! Tam je bil pajek, ampak na srečo je že odšel. In odšel bom tudi jaz, a ti? Sploh se ji ne sanja. Odlična ekipa sva, Sparkle. Sparkle? Ja, res sva. Torej, misliš, da ji bo darilo všeč? Rada bi, da ve, da sem kot mentorica, pa tudi kot prijateljica ponosna nanjo. Konjetaja je zdaj varnejša zaradi nje. Ali nisi rekla, da ji boš podarila ogledalo, kot je tvoje? Saj bom. Mogoče bi raje podarila kartico, ker mislim, da ogledalo ne bo povedala vsega tega. Mora ga imeti, da zjutraj, ko se zbudi, najprej vidi sebe in svoje prijatelje. Dala ji ga bom ob koncu slovesnosti. Ja, glede tega, ali ne bi morala okrasiti gradu? Ne, to bo naredila Pinkie Pie. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije lažje bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Starlight, Trixie, Torax in Discord so se pogumno spopadli z nevarnostjo. Stopili so skupaj in dokazali, da so vezi prijateljstva ne glede na vse močnejše, kadar si v stiski. Ne le, da so pregnali kraljico Krisalis, hkrati so rešili konjetajo in jo osvobodili njene vladavine. Bravo, Discord! Juhu! In zato jim s ponosom podeljujemo konjetajno rožnato srce za hrabrost. Ne še. Dobro, zdaj pa je. Jupi! Ponosni smo na vas. Trixie vas je z največjim veseljem rešila pred neizbežno pogubo. Ja, in to čisto sama. Ne morem verjeti, da vam je uspelo tudi brez čarovnije. Res neverjetno. Nihče se še ni tako uprl Krisalis. To bi naredil vsak. Čudovit občutek je gledati svojo učenko sijati, kot si vedel, da zna. Mar ne? Od smejanja me že pošteno bolijo lica. Ja, to pa vem točno, kakšen občutek je. Ja, Starlight je najboljša učenka, kaj? Tako talentirana. Torej, kaj bomo naredili z njo? Seveda s tem mislim tebe, saj si ti njena mentorica. Njena usoda je v tvojih rokah. Brez skrbi, v naslednjih 3 letih bo imela dovolj časa za prijateljstvo. Kaj je tako smešno? Ne, Starlight je očitno že usvojila osnove prijateljstva. Pravkar je za konjetajo prejela odlikovanje. Zdelo se mi je, da se šališ. Saj se šališ, ne? Seveda ne.
Zagotovo imaš velike načrte z njo, tako kot jih je imela Celestia s tabo, da si s časoma napredovala v princeso. Ja, O, super. Prepričan sem, da komaj čaka, da ji poveš. Torej, kako gre kaj vladanje kraljestva? Ja, naporno je, ampak se znajdemo. torej bodo zdaj kakšne spremembe? Ne ravno, no. Joj, Starlight, princesa Twilight bi ti morala nekaj pomembnega povedati. Ker sem radoveden, hočem slišati tudi jaz. No prav, oprostite mi. Je že v redu. Kaj pa je? No, Twilight je hotela predstaviti svoje velike načrte zate. Res? Sem se že spraševala, kaj bo zdaj? Ja, oba naju zelo zanima. Seveda vas zanima in res imam imeniten načrt, a zdaj ni pravi čas zanj. Uživaj na zabavi. Pridi, Starlight, iz ponivske kronike bi njo želeli slikati. Tudi tebe, Discord. Vidim, kaj delaš. Kaj pa? Čakaš na pravi trenutek, da boš vsem razglasila svoje velike načrte. Bravo, Twilight, komaj čakam, da povem Fluttershy in ostalo. Ne, Discord. Twilight, ali spet bereš sredi zabave? Ne, to vse že zna, tudi to že obvlada. In to je ona naučila mene. Očitno nekaj ni v redu. Spike, slaba mentorica sem. Zakaj nisem začrtala njene poti? Princesa Celestia je imela zame že vse vnaprej načrtovano. Se res? Dolga leta sem nabirala prijateljske izkušnje. A ko nas je Chrysalis ujela, je Starlight uskočila in prevzela pobudo. Mislim, da izkušnje s prijateljstvi zanjo niso več dovolj. Torej, tvoja učenka presega pričakovanja? Nekam znano mi je. Zato sem hotela govoriti s tabo. Ti si edina, ki bi vedela, kaj narediti. Mislim, bila si kot jaz in jaz sem bila kot Starlight. Zdaj pa se pretvarja, da si ti in da sem jaz. Nadaljuj. Ko sem bila jaz tvoja učenka, ti pa si bila na mojem mestu, si... Ajo ne, poslala si me v ponivce, kar pomeni, da moram tudi jaz Starlight poslati proč. Saj to ni res. Čas je, da Starlight odide, kaj ne? To se moraš sama odločiti. Vem, da je težko, a nekje v srcu veš, kaj je prav zanjo, pa če prav boli. Kam jo boš poslala? Aja, še prezgodaj je. Ne, tako bo moralo biti. Ajoj. Ajoj. Zelo vznemirljivo bo slišati, kakšni so Twilightini načrti za Starlight. Zanima me, zakaj nam ni povedala. Najbrž zato, ker si niste tako blizu, kot si mislila. Samo hecam se. Hotela je, da je presenečenje. Samo med nami. Pripravljena je nekaj oznaniti. Kako razborljivo in res presenetljivo. Načrtovalcu zabave navadno poveš, kaj načrtuješ. No, prepričana sem, da ve, kaj načrtujem. Ali že kdaj ni imela načrta? Kaj pa vem, joj, nočem je poslati nekam, kar nekam je. Že vem! Odkar smo premagali Chrysalis, je Starlight Vilinjakom dala možnost, da se spremenijo. Lahko bi jo poslala tja. Super urok. Če bi šla k njim, bi jim lahko pomagala prilagoditi na nov način življenja. Tako, prijateljstvo 1 na 1. S Toraksom bova pokazala, kako se sprejema kompromise. Za kosilo bi rad jedel kostanjev nektar. Jaz pa bi rada jedla sendvič. Joj, ne! Kaj narediti? Bojujmo se, zmagovalec dobi sok. Ali pa se s Toraksom pogovoriva in najdeva rešitev za vsakega. Starlight, kaj praviš na kostanjev nektar in sendvič s sirom? Njam, slastno, dogovorjeno. Ne bi rekel, da bi Starlight in Toraks naredila to. To je samo Twilightina domišljija, Spike. Nič ni narobe, če malo fantaziraš. Hvala.
Starlight Glimmer bi bila najbolj primerna za to. Ja, to je res njena domišljija. Za Starlight bi bila to zelo zanimiva pot. Vilinje, ki se morajo še naučiti, kako se s prijatelji uživa v ljubezni. Sicer bi imela veliko dela, a njeno delo bi bilo nagrajeno. In nevarno. Dovolj je že, da samo en vilinjek ne sodeluje. Živja, jaz sem Starlight Glimmer. Kako pa je vama ime? Kornikl? Kakšno ime je pa to? Tvoja krila so tako... prozorna. Zelo vesela sem, da sem poni. Ste vi morda mrčes? Tukaj je, ujemite jo! To se najbrž ne bi zgodilo. Lahko pa bi se. Ne more me kar poslati v Celestijo, kdo ve kamene, da bi premislila. Nisem vedela, da sem že kraj. Razumem tvojo skrb, a nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. To je pomembna odločitev in upoštevati je potrebno vse možnosti. Pomisli. Kaj pa zmaji? Starlight bi lahko poslali k zmajem. Z Ember bi se takoj ujeli. Ember! Starlight! Si pripravljena na smrtonosne zmajeve stvari? Seveda sem. No, to pa ne zveni niti kot Ember, niti kot Starlight. Kdo ve, kaj bi naredili, Spike? Zrhljivo. Starlight bi uživala v zmajevi deželi. Ember mi je v svojih pismih omenjala, da prirejajo različne zabave. Za praznik ognja, glasbeni festival, zmajevsko bavlo. Starlight bi lahko tako motala dlje časa. Po drugi strani pa vsi zmaji ne marajo ponijev. Hej, Twinkle Star. Jaz sem Starlight Glimmer. Starlight? Starlight Glimmer. Vseeno. Greš z nami? Kam greva? Plavo! Daj no, Twilight. Starlight zna čarati. Zagotovo bi se rešila iz lave. Kaj pa, če sploh ne bi slutila? Nikoli ne veš. Poslati jo moram nekam, kjer je varno. Nekam, kjer je varno. Lahko bi jo poslala v Kristalno kraljestvo, kjer bi Sunburst nagradila svoje znanje čaranja. To bi bilo super. Sunburstovo znanje bi se super ujelo s Starlightinimi sposobnostmi. Že vem, svoj rok postavi neposredno nad napoj in si predstavljaj uro, ki bi jo rada pričarala. Drugemu bi bila izziv in postala bi najbolj talentirana samoroga v konjataji. Uspelo mi je. Kaj pa zdaj? Seveda je učenje magije dolgotrajno in Starlight bi morala ostati za dolgo. Še posebno, če bi se začela učiti zapletenih urokov. 3, 2, 1. Kaj pa, če postane preveč ambiciozna? Nikoli ne bi rekla, da se lahko urok Star Swirl prikazni združi s Patijom Flexibus. In kaj bi se zgodilo, če bi dodala še Sona Mabula Tempus Objektus? Če narediva prav, bi lahko pričarala stvari, ki so se izgubile v preteklosti. Joj, ne počnite tega! Zbudi se! Pomiri se, to se ni zgodilo. Lahko pa bi se! Nikamor ne morem poslati. Kaj bom naredila? Sem morda smešna? Ne morem
verjeti, da se mi posmehuješ. Oh, Twilight, saj se ti ne. Smešno je to, da sem imela enake pomisleke zate. Kaj? Povedala ti bom zgodbo. Nekoč je živela pametna mlada žrebica. Bila je ena mojih najljubših učenk. Govoriš o Twilight? Ne vem, o čem govoriš. Ja, Spike. Vedno znova me je presenečala s svojimi odkritji. A sem kmalu gotovila, da je akademsko poučevanje ovira, da bi lahko razvila lasten potencial. Hočeš reči, da se je izolirala pred drugimi? Ja, Spike. Zato sem morala ukrepati. Kar pa ni bilo lahko. Lahko bi zaprla knjižnico ali pa priredila zabavo. Tako bi se morala družiti z ostalimi. Joj. Poslati jo moram drugam. Vedela sem, da v Ponijevcih obstaja posebna skupina žrebic, a sem si izmišljala vse sorte izgovorov, da te ne bi poslala tja. Kaj, če naleti na mantikora? Ali pa odvleče tartar? Ali pa še huje, kaj, če se ne vklopi z drugimi poniji? Bi morala kaj odgovoriti? Mislim, da ne. V galopini si bila dlje, kot bi smela biti. A sčasoma sem ugotovila, da sem bila zaskrbljena samo zato, ker te nisem hotela izpustiti. Res? Všeč mi je bilo, da si moja učenka. Bila si pravi izziv in naučila si me prav toliko kot jaz tebe. Sram me je priznati, a bala sem se, da me kmalu ne bi več potrebovala. Princesa Celestija, to sploh ni res. Vedno te bom potrebovala. Rekla bi, da je Starlight Glimmer enako. Zato naj te nič ne skrbi. Malo pa me, seveda. Ja, res jo, kar precej. Ja, vidiš, mi dve sva po vseh teh letih živi dokaz, da če nekoga spustiš, še ne pomeni, da te ta ne potrebuje več. Hvala. Če pa te še vedno skrbi, ji reci, naj ti pošilja pisma. Povedal sem, da boš oznanila načrte, ki jih imaš za Starlight. Vem, da ni lepo, a vsi se že veselimo, da bomo izvedeli. Nisi nam jih še hotela razkriti, kaj? To je pa lahko zelo neugodno. Joj, hvala, Discord. Še kdaj? Zelo rad pomagam. Posluh, prosim. Kot veste, je Starlight že nekaj časa moja učenka. In upala sem, da bo še dolgo, a žal se je izkazalo, da tako ne more biti več. Starlight, dokazala si, da si prijazna, zvesta, čvrsta, poštena in čarobna prijateljica. Samo poglej, koliko prijateljev imaš. Žal te ničesar več ne morem naučiti. Zato prosim 3-krat zavriskajte za Starlight Glimmer, ki je pravkar diplomirala. Ja! Kakšno prijetno presenečenje! Prihodnost je zdaj v tvojih kopitih. Wow, tega pa res nisem pričakovala. Presneto. Upal sem, da jo boš poslala k meni. Lahko bi bila cimra. Izgubil sem stavo. Kako bi rada, da proslaviva z izletom Las Vegasus? Pripravimo ti lahko Vilinjakov Gorfest. Bolj zabavno je, kot se sliši. Lahko pa kaj uničimo. Poznam dober trik, s katerim lahko Celestijin grad spremenimo v sir. Misliš, da je Gaudina zamisel? To je samo ena od sirovih neslanih šal. Vse zveni super, toda samo trenutek, prosim. Čestitam, Starlight. Hvala. Torej, kako se zdaj počutiš? Vesela, presenečena, presrečna. Saj ne, da nisem zadovoljna, ampak ali si prepričana? Verjemi, da sem dobro premislila. Seveda si. Starlight, povem ti, pripravljena si. Ja. Ne pa nisem. Kaj pa govoriš? Nočem iti. O, super!
ker tudi jaz nočem, da greš. Prinesla sem ti darilo. Najprej sem ti ga hotela dati ob odlikovanju časti, potem pa sem se bala, da bi bilo to darilo za slovo, ampak zdaj pa je lahko za ostanek tu. Popolnoma se prilega komodi. Izmerila sem. Hvala ti. Ne vem, kaj te čaka v prihodnosti, a obljubim, da ti bom vedno stala ob strani. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.